Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji serije predstavitev zanimivih podjetij in dejavnosti vas vabimo na podeželje. Kmetijstvo je kot gospodarska panoga desetletja nazadovalo, v zadnjih letih pa postaja strateška dejavnost, brez katere ne bo prihodnosti. V studiu pozdravljam Tino Podobnik, direktorico Kmetijsko-gozdarske zadruge Idrija. Dobrodošli v naši oddaji. Dober dan, hvala lepa za vabilo. Povejte nam, v kakšnem stanju je kmetijstvo na Idrijskem in Cerkljanskem? Ja, pri nas na Idrijsko-Cerkljanskem je ravnina postavljena pokonci, torej pogoji za kmetovanje niso enostavni. Praktično je pri nas edina možna kmetijska panoga živinoreja, torej pridelava mleka in mesa. Kmetovanje je izjemno zahtevno. Naše kmetije so predvsem mešane kmetije, to pomeni, da so lastniki v službi ali v pokoju, ob prostem času pa obdelujejo svoje kmetije in tako nam zagotavljajo, da je krajina obdelana in poseljena. Imamo tudi nekaj čistih kmetij, malo, lahko jih preštejemo na prste ene roke v vsaki občini Idrija in Cerkno. Te kmetije pa se velikokrat spopadajo z velikimi problemi, zato ker če hočejo preživeti, se morajo registrirati dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ker le na tak način je omogočeno boljše življenje in tudi napredek kmetije. Zadruga kot organizacija ima organiziranih več dejavnosti. Ena pomembnejših in tudi zelo razvita je klavnična dejavnost, klavnica. Tam imate koliko zaposlenih pravzaprav? V klavnici imamo vse skupaj s predelavo zaposlenih 10 mesarjev. Skrbite pa za zakol tako živine, ki jo pridelajo vaši člani zadruge pravzaprav? Tako, mi za lastno uporabo odkupimo približno 800 glav goveje živine, ravno za toliko pa nudimo služnost klanja za naše rejce, za lastno uporabo rejcev. Kaj je to v primerjavi s podobnimi klavnicami? Ste veliki, ste majhni, primerljivi? Naša klavnica v Idriji je manjša klavnica. Njena dejavnost pa je neposredno povezana tudi z drugo dejavnostjo, to pa je predelava. Povejte nam več o tem. Ja, mi na leto v naši predelavi izdelamo preko 100 ton mesnih izdelkov. Vsi naši mesni izdelki so narejeni iz slovenske sveže svinjine in iz slovenske lokalne sveže govedine. Narejeni so iz najboljših sestavin po tradicionalnih receptih. Za kakovost naših izdelkov pa je potrebno tudi urejenost naše mesne predelave. Mi smo v preteklih letih popolnoma prenovili in zamenjali popolnoma vse stroje v mesne predelavi. To so nam omogočila predvsem evropska sredstva, ki smo jih pridobili na 2 javnih razpisih. Rekli ste 100 ton na leto, to pomeni tako na mesec skoraj 10 ton izdelkov. Ja, v poletnih mesecih je malo manj, v zimskih mesecih je pa več kot 10, je pa tudi 13 ton. O kakovosti vedo najbrž največ povedati kupci, vaši potrošniki, pa tudi strokovne komisije. Nedavno tega je bil sejem Agra v Prekmurju in ste dobili 3 nagrade. Povejte nam. Ja, naša zadruga je letos prvič sodelovala na ocenjevanju Agra 2024. V ocenjevanje smo dali 3 izdelke in vsi 3 so dobili nagrade. In sicer idrijska zaseka je dobila zlato medaljo, idrijska klobasa za kuhanje je dobila srebrno medaljo in idrijske hrenovke so dobile bronasto medaljo. Kaj to pomeni pri trženju teh izdelkov? Vsi ti izdelki vzbudijo pozornost pri naših kupcih. To pomeni, da so zanimivi za nakup in če jim odgovarja kvaliteta, jo posegajo ponovno po teh naših izdelkih in mogoče jo priporočijo tudi ostalim prijateljem, znancem. Lahko bi rekli na način, da ste vsak teden, vsak dan na nekem referendumu. Kupci, potrošniki odločajo o kakovosti, ali ste dobri ali ste primerni. Tako je. Mi se maksimalno potrudimo za naše kupce. Z veliko odgovornostjo izdelujemo te izdelke in mislim, da se to pozna tudi na kvaliteti. Je pripravljen današnji kupec plačati, pol evra več za nek izdelek, če ve, da je iz primernih sestavin in
tudi nagrajen konec koncev. Ja, jaz menim, da naši izdelki so prepoznani pri kupcih in so pripravljeni plačati malo več, zato ker poznajo našo proizvodnjo, poznajo, da delamo pač iz kvalitetnih surovin. Imate pa na tem oddelku zaposlene, mislim, da 4 sodelavce. Je to dovolj? Ja, v predelavi je dovolj. Je dovolj, zato ker si v konicah pomagamo še z dodatno pomočjo, ali so tole mogoče študentje ali pa upokojenci. Prej ste omenili dejstvo, da v vaše izdelke vgrajujete, sem rekel nekoliko narodno, da so, bi rekel, domače surovine iz okoliških kmetij, bi rekel, pomemben del teh izdelkov. Poglejmo, kaj je Gašper Jeram iz kmetije pri Jeramu iz Podpleč povedal o tej temi. Pri nas se ukvarjamo z hojdorejo. Dolgo časa smo oddajali mleko, Idrska mlekarna. Pol smo se odločili, da s tem prenehamo. K temu je dodatno, zato smo se odločili predvsem, ker je oče pred tem mleka oddajal, ampak po njegovi smrti je pa ta zadeva ratala malo bolj nerodna, ker jaz hodim še v službo, ker od same kmetije je precej zahtevno živeti. Tako da smo se odločili in se preusmerili v rejo krav dojeli. Vzredimo vsako leto toliko telet, nekaj od tega jih obdržimo doma, se pravi, jih dopitamo in prodamo v zadrugo, en del pa prodamo teleta po cirka 200 kg težke teleta za nadaljnjo rejo drugim kmetom. Tako pravi Gašper Jeram. Mlečna proizvodnja je na nek način zahtevna. Ja, seveda je zahtevna. Predvsem rabi človeka vsak dan, zjutraj in zvečer. Mi imamo 52 pridelovalcev mleka na Idrijsko-Cerkljanskem, eden je tudi iz ajdovske občine. To pomeni, da smo vsak drugi dan na kmetijah pri teh kmetovalcih in zbiramo mleko. Imamo pogodbo z odkupovalcem Simonom Lapajnem, ki je letos investiral popolnoma novo vozilo, prilagojeno zbiranju mleka. Na letnem nivoju odkupimo 3,5 milijone litra mleka. Največji pridelovalec ga pridela preko 30 tisoč na mesec, najmanjši pa okoli 1300 litrov mleka. Mleko je izjemno kvalitetno, tako da imamo tudi letne pogodbe z mlekarno Planika za oddajo, tako da cerkljanska pridelava gre v mlekarno Planika, ostali del pa vozimo v ljubljanske mlekarne. 2/3 tega mleka gre proti Ljubljani, 1/3 proti Kobaridu. Tako. Tam ga nekaj preuredijo za takojšnjo uporabo, nekaj pa predelajo v njihove sire in druge izdelke. Ni posebej označeno na teh izdelkih, da je naše mleko, pa vendarle. Je označeno z znakom izbrana kakovost Slovenije. No, to že, ampak Ja. ni pa, da je to prav iz naših krajev. Ne, to pa ne. Ja. Ste zadovoljni s to trenutno ureditvijo? Ja, mislim, da glede na zgodovino, ker so bili že veliki problemi z mlekom, smo trenutno zadovoljni. Kvaliteta je zadovoljna, tako da lahko rečem, da nimamo večjih problemov. Število pridelovalcev mleka pa nekoliko pada, ne? Ja, pada število pridelovalcev in tudi količina. Je lahko to ogroženo za kompletno to dejavnost? Tudi lahko. Tudi lahko. Poglejmo, kaj so o kmetijstvu in kakovosti mleka in pridelavi povedali Matej Gantar in Maja Jeram, slednja je doma v Podlanišču. Zadeve so take, da če si sam, si relativno majhen in za velik trg dokaj nezanimiv. So danes že kmetije, ki imajo toliko velik promet, da se nekje same vključujejo lahko na trg, ampak se zmeraj tudi prek nas. Ali pa smo vsej del tega plasiranja na trg tudi mi. Tako da ni čisto avtomatsko, da se vse tržne, kot je bilo včasih, da se vse tržne viške prodaje prek zadruge, ampak nekje eni vse prej rejci mleka, ne, oni so bolj omejeni okrog tega,
tisti, ki nimajo lastne predelave, več ali manj mora zmerom nekje mleko mora iti na trg. A ne. Mleko ni živilo, ki bi lahko čakalo, ne vem, kot zelje, da ga daš tam v krt. Ampak mora iti naslednji dan ali pa tisti dan naprej v predelavo. Medtem ko recimo rejci mesa ali pa govedi mesa, no, in ovčje rejci in kozje rejci in vse ostali rejci so mogoče malo manj odvisni od tega. Tako da zadruga tukaj drži en v redu suport okrog tega, organizacije odkupa. Obdelujemo 44 hektarjev, imamo mlečno proizvodnjo, mleko dajemo kmetijsko-gozdarski zadrugi Idrija. Trenutno molzemo 15 krav. Ni zdaj tu neka velika proizvodnja, ampak za naše pogoje je tu, imamo občutek, da je kar dovoljno. Vsak drug dan se vozimo s prevoznimi bazeni na Kladje, ker zadruga Idrija omogoča prevoz mleka od kmetij do Planike, do Kobarida in s tem nekako povezujemo to mlečno potanje od kmeta do mlekarn. Pred nekaj desetletji ste imeli tudi v Cerknem svojo mlekarno, ki pa ste jo opustili. Je bila to najbrž takrat nujna odločitev? Ja, moji predhodniki so se odločili za to jaz težko sodim. Mi smo na tem mestu prenovili bivšo mlekarno v trenutno tehnično trgovino, ki smo jo v zadnjem času popolnoma prenovili. Trenutno se ukvarjamo z urejanjem okolice te trgovine, tako da računam, da bi bila komplet trgovina z okolico preurejena naslednje leto. Nasploh pa je tudi ta trgovinska dejavnost na eni strani povezana s kmetijstvom, pa tudi z vrtičkarstvom, ki tudi ni zanemarljivo, ne? Ja, ta trgovina ponuja repromaterial za kmetijstvo in vrtičkarstvo, smo pa en del namenili lokalnim proizvajalcem in pridelovalcem. Lahko rečem, da so prebivalci Cerknega in okolice zelo pripadni tej trgovini in smo hvaležni za njihovo potrpljenje, ki so ga nam izkazali ob prenovi. Namreč ta prenova se ni zgodila čez noč, ampak je kar trajala in še traja. Te tehnične trgovine imate tudi mislim, da v Črnem Vrhu je trgovina, ta tehničnega tipa pa v Idriji do neke mere, ne? Tako, imamo 3 tehnične trgovine in pa 4 živilske trgovine v Črnem Vrhu, Idriji, Spodnji Idriji in Šebreljah. Poleg tega imamo še mesoteko v Spodnji Idriji. Mesoteka, to je sodobno ime za nekdanje mesnice. Tako. V tej mesoteki ponujamo sveže meso in pa tudi pridelke in izdelke lokalnih dobaviteljev in proizvajalcev. Prav te domači kotički, če prav vem, tako imenujete te predele v vaših trgovinah, so pomemben del vaše ponudbe. Tako je. V naših trgovinah imamo na široko odprta vrata za vse lokalne pridelovalce in predelovalce. Kljub majhnosti trgovin vedno najdemo prostor na policah za nove ponudnike. Mi se maksimalno trudimo, da spodbujamo lokalno pridelavo in predelavo, ker menimo, da je samooskrba zelo potrebna, sploh v današnjih časih, ko postaja hrana strateškega pomena. Najbrž pa so pomembne tudi te kratke dobavne poti od proizvajalca do potrošnika. To je pri vas maksimalno, ne? Tako, tukaj smo zelo okolju prijazni in pa tudi svežina je na prvem mestu. Poglejmo, kaj je o tej temi povedal Matej Gantar, sicer je on tudi predsednik vaše zadruge. Nekje je pa pol tudi ta tržni del nekje za kmete postaja skozi bolj zanimiva. Vse naše trgovine živilske imamo tudi te domače kotičke in nekje noter skozi te domače kotičke se lahko vključujejo tudi bolj drobni pridelovalci, razni sirari, ne vem, krhlje, peka kruha, čebelari. Mislim, variante precej, tudi je zadeva ni še zaključena, zmerom smo odprti še na večanje tega in dejansko to je tudi ta strategija, kratkih nabavnih poti do kupcev in vse ostalo. Povejte nam, kaj še o povezovanju zadrug pri pridelavi in pri prodaji teh izdelkov?
S kom se sodelujete? Mi smo se pred leti povezali v konzorcij zadrug z različnimi zadrugami. Takrat nas je bilo le ne par. Pobudnik je bil direktor največje zadruge, to je direktor kmetijske zadruge Škofja Loka. Povezali smo se pa na področju, da bi si pridobili boljše pogajalske možnosti, in sedaj smo na tak način povezani že par let. Nas je zdaj v tem združenju že 15 večjih in manjših zadrug. Ko pogledamo nazaj in ugotavljamo, nismo pridobili samo boljših pogajalskih možnosti, ampak smo med sabo postali poslovni partnerji, reklamiramo izdelke, izmenjujemo dobre prakse, izmenjujemo tudi probleme, s katerimi se soočamo. Dobil sem podatek, da naprimer v Idrijo vsako zimo pripeljete 5 ton radiča. To ni malo. Ja, to res ni malo. Velik problem je, ker smo odvisni od vseh teh proizvajalcev in pa predvsem od vremena. Tako da letos računamo, da ga verjetno ne bomo uspeli dobiti 5 ton, ampak se bomo skušali približati tem količinam. Je res, da ta veriga deluje tako, da vaš kombi naloži vaše izdelke, potuje na Goriško, na Koprsko in tam naredite nekakšno izmenjavo in nazaj pripelje po zimi radič? Tako, to počnemo na tak način, da smo čim bolj ekonomični. V konzorciju ste že nekaj povedali. To povezovanje se mi zdi na nek način sicer nujno iz poslovnega vidika, pa tudi iz samega vsebinskega se mi zdi pomembno, da se kmetijske zadruge povezujete. Ste potem pravzaprav tudi močnejši sogovornik do politike, do odločevalcev v tej državi. Tako je. To povezovanje nam je prineslo samo pozitivne stvari. Mi kot naša zadruga pa je povezana tudi še v enem združenju, neformalnem združenju, ki ga mi imenujemo po primorsko. To združenje pa sestavljamo primorske kmetijske zadruge in pa primorska živilska podjetja. Vsako leto enkrat se skupaj predstavimo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, tam predstavljamo naše izdelke. Letos smo si omislili tudi celostno grafično podobo z sloganom Klapa dobrih okusov. S tem sloganom mislimo tudi naprej nastopati na trgu in krepiti prepoznavnost. Naše podeželje se, tako se zdi, neusmiljeno zarašča, opušča se intenzivna košnja na številnih površinah. Kulturna krajina se pravzaprav na nek način spreminja. Seveda, naša kulturna krajina se vse bolj zarašča. Tudi mogoče z vidika, ker ni na vidiku spodbud, ki bi spodbujale mlade, da bi ostajali na podeželju in prevzemali kmetije. Tudi v prihodnje ne vidimo kakšnih takih spodbud. Povprečna starost člana vaše zadruge, mislim, da je krepko čez 50 let, ne? Seveda, blizu 60. To je za prihodnost nekoliko zaskrbljujoče. Malo res. Poglejmo, kaj je Gašper Jeram iz kmetije pri Jeramu iz Podpleč povedal o tej temi. Ja, kot ste rekel, v naših krajih ima bolj specifično kmetovanje. Med drugim ne pravimo več kmetovanje, ampak vsaj jaz osebno ne velikrat rečem, da smo bolj društvo za ohranjanje podeželja. Ker opažam, da se zdaj pojavljajo velike razlike med ravninskimi kmeti in gorskimi, hribovskimi kmeti. V smislu mehanizacije, v smislu proizvodnje, absolutno tam imajo boljše pogoje za predelavo, posledično so že iz tega naslova bolj konkurenčni, normalno več predelajo. Ampak tudi v teh kantih se trudimo, da vzdržujemo kulturna krajina, obdelano podeželje, ker to nam nekaj pomeni. Smo tole od mečkanih nog že in nam ne vseeno, da bi se to opustilo. Kako pa gledate na subvencije? Evropa pomaga kmetom, so kmetje v teh odročnejših predeljih, kjer, kot ste prej rekli v uvodu, ravnina po konci stoji, deležni boljših subvencij? Glede na težavnost terena,
te subvencije niti niso velika razlika. Ravno to je problem. Subvencije so za gorsko-višinsko kmetijstvo nujno potrebne, ampak so prenizke, zato ker kmetovanje v naših pogojih je dosti težje, kakor pa na ravnini. Nekateri od kmetov imajo tudi status ekoloških kmetov, kmetij. Kaj to pomeni? Za naše kmetovalce to pomeni predvsem veliko dodatne papirologije. Poglejmo, kaj je Gašper Jeram povedal tudi o tem, da imajo pri njih pravzaprav ekološko kmetijo. Med drugim smo se nekako probali vrniti v tiste korenine naših predhodnikov, bom rekel, kmetovanja brez dodanih gnojil, pesticidov. To pomeni bolj zahtevno. Se pravi, pridelamo še manj, zato ker ne uporabljamo umetnih gnojil. Posledično živina ne priraste takih tež kot pri konvencionalni reji, kar je normalno, ne? Je pa na dolgi rok za potrošnika sigurno bolj zdravo. Bolj zdravo in ekološko. Je to smoter vašega delovanja? Je smoter na nek način, ampak mi zagovarjamo, da je tudi naša reja, ki je v naših krajih izjemno ekstenzivna, okolju prijazna, trajnostna, da je tudi goveje meso izbrana kakovost Slovenije zelo kvalitetno. Pred nekaj tedni ste dobili nov mandat kot direktorica zadruge. Čestitam ob tej priložnosti. Kaj vam to pomeni? So to resni izzivi? Ja, jaz sama na odločevalce in snovalce kmetijske politike nimam nikakršnega vpliva. Kar se pa tiče lokalnega okolja, pa mislim, da imamo tukaj še veliko prostora, da lahko skupaj kaj naredimo. Tukaj mislim predvsem na povezovanje različnih deležnikov, sodelovanje in motivacija v kmetijstvu. Sem prepričana, da nam bo vsem skupaj lažje in lepše, če bomo delali skupne zgodbe za iste cilje. O tem smo vprašali tudi naše siceršnje sogovornike, pa poglejmo njihove izjave o prihodnosti zadruge in kmetijstva. Ja, zato se ne bojim. Kar se tiče samega namena zadružništva, se ne bojim. Malo se bojim tele prihodnosti kmetijstva nasploh. Mislim, da zadnja leta je zgodba naše zadruge, da se obrača na pozitivno smer. Tudi prodaja, recimo, ko dopitamo naše bike, teče nemoteno. Po obnaročilu, da imamo bike primerne za zakol, se te hitro odpeljajo, plačilo poteka nemoteno, normalno, tako da iz tega vidika smo zadovoljni. Če bomo peljali tako, kot peljemo zdaj, jaz vidim svetlo prihodnost. Kar se pa zadruge tiče, pa tudi mislim, da so v zadnjih letih ogromno naredili. Ogromno pozitivnega, no. In za kmete, in za samo zadruge, tako naprej. Tako pravijo naši sogovorniki. Kakšno bo kmetijstvo čez 4 leta, ko boste končali? To je vaš že drugi mandat sedaj na čelu zadruge? Ja, tole je že drugi mandat, ampak si ne upam napovedati, kakšno bo kmetijstvo čez 4 leta, zato ker se razmere zelo hitro spreminjajo. Mi se maksimalno trudimo, da nudimo našim kmetom podporo na eni strani, na drugi strani pa se maksimalno trudimo, da našim kupcem, potrošnikom pripeljemo v naše trgovine kvalitetno hrano po še sprejemljivi ceni. To, da imate tako optimistične, ko smo videli sodelavce kmete, pravzaprav člane vaše zadruge, je najbrž pomembno. To je pomembno. To je zelo pomembno, zato ker tudi meni dajajo podporo za naprej. Tina Podobnik, direktorica Kmetijsko-gozdarske zadruge Idrija. Hvala lepa za ta obisk v studiu, hvala za ta pogovor in vse dobro vam želim pri vašem delu. Hvala lepa. Hvala. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.